Dobro, potem bi pa jaz kar predlagala, da začnemo. Lepo pozdravljeni gostje in gostje. Hvala vsem sogovornicam, ki ste pripravljene bile spregovoriti na temo ekonomija, trg dela, spol, epidemija in čas tudi po njej. V bistvu uvodoma mogoče par stavkov o tem, kako bi ta pogovor tekel. Nismo se odločili, da bi imeli prav neke uvodne nastope, ampak bo v celoti teklo kot vprašanje in odgovori. Potem bi pa seveda tudi publiko povabili k razpravi. Torej, tu je ena taka tema, se mi zdi, ki je precej široka, ne bi jo želeli preveč zožiti. Ko smo se pogovarjali v času priprav na ta pogovor, smo ugotavljali v bistvu, da na nek način v tem času je in ni relevantna, bi rekla, tako da smo se odločili, da bi se dotikali spola, vendar pa v nekem malo širšem kontekstu. Torej, v nedavnem poročilu Mednarodne organizacije dela ugotavljajo v bistvu, da globalno gledano nove zaposlitve po koncu epidemije za ženske in moške ne bodo v bistvu enake. Manj žensk kot moških bo dobilo nove zaposlitve, in sicer je v tem trenutku po leti 2021 zaposlenost moških že na enaki ravni, kot je bila 2019, torej predkrizno. Po drugi strani pa podatki kažejo, da bo letos zaposlenih globalno 13 milijonov manj žensk kot pred epidemijo. Zdaj, to je ta globalni kontekst, ki kaže na to, da spol bi rekla, v krizi igra vlogo ali pa da epidemija ima vpliv na spol. Po drugi strani je pa na nek način moje izhodišče, recimo moja teza in tudi zadnji podatki za Slovenijo kažejo, da generalno epidemija žensk ni bistveno bolj prizadela kot moških, saj če gledamo statistike, ki pa niso edina stvar, ki jo je treba gledati. Torej, s sogovornicami se bomo pogovarjali o spolu, spolni razliki, njeni relevanci v času epidemije in preko epidemije, zlasti pa tudi o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah epidemije na delovna mesta in socialno varnost ljudi. Z mano se torej, da na kratko predstavim, v bistvu dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, ki je redna profesorica na katedri za, če poenostavim, sociologijo, kadrovski menedžment na FDV Univerze v Ljubljani, tudi zelo plodna raziskovalka in vodja več projektov s področji, ki jih danes obravnavamo. Potem Nina Bakovnik je odvetniška kandidatka, dela v odvetniški pisarni Jadek Pensa, ki je ena največjih slovenskih odvetniških, če ne največja pisarna, in je specializirana za antidiskriminacijsko, delovno, socialno pravo, tako da mislim, da je prava sogovornica. Dr. Maja Breznik je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, dolgoletna, bi rekla, javna intelektualka. In seveda Teja Jarc, to pa sploh teh vseh funkcij pa ne znamo opisati, skratka predsednica sindikata Mladi plus in v zadnjem času, bi rekla, zelo aktivna udeleženka javnih razprav in javnih dogajanj. Tako da bi kar začele z pogovorom, zato da ne bi bili predolgi, potrudili se bomo, da bi bili ravno prav dolge in kratke. Torej, začela bi kar z Aleksandro, kot rečeno, se bomo tikali, zato ker se vse poznamo. Aleksandra, že ko smo se pogovarjali o tem pogovoru, v bistvu se mi je zdelo zelo zanimiv to, da v bistvu si reflektirala na nek način, na kakšen način se ta kriza zdaj razlikuje od prejšnjih in na kakšen način je prejšnjim podobna, zlasti verjetno so primerjave možne s to krizo pred 10 leti, ki je zelo še prisotna v bistvu in na nek način odzvanja še zdaj, tako da izvoli. Ja, najlepša hvala za to vprašanje, Barbara. Torej, ja, so razlike in podobnosti, so pa tudi je čas, torej ta kriza prihaja po drugih krizah, za razliko od finančnih in političnih kriz, ki so jo predhodila,
je bistveno, jaz bi rekla, bolj celovita, vse povsod prisotna. Res je globalna in je zelo spremenila tudi življenje posameznikov in posameznic v vseh sferah. Torej, ne samo, da se šolamo, delamo, zdravimo, potujemo ali ne potujemo drugače, ampak so v tem letu pa pol se radikalno spremenila naša socialna in zasebna življenja. V tem času rojeni otroci recimo so socializirani drugače. Že prej obstoječe trendi individualizacije, katere je neoliberalizem lepo gradil in negoval, so zdaj privedeni do ekstrema. Celo solidarnost, vrednota življenja v skupnosti je zdaj bila povezana z zahtevo po fizični, kar pa v veliki meri, posebej po določenem času, pomeni tudi socialne distance. Po drugi strani pa, kaj je enako kot vedno, torej kaj je ta kriza kot vsaka kriza prinesla, je prizadetost specifična, drugačna, večja, družbeno šibkejših, ranljivejših in zaradi tega je spet kot vsaka kriza poglobila družbena razlika in neenakosti. Torej, jaz nisem bila presenečena, danes smo že slišali, kako so ljudje presenečeni, kaj se je zgodilo. Vsaka kriza to naredi, torej kakšnega hudega družboslovnega presenečenja tukaj ne more biti. Torej, zagotovo je, da je delo od doma, zapiranje šol bolj prizadelo revnejše starše, ki so v malih stanovanjih brez prave tehnološke podpore morali upravljati funkcije in večjih institucij in več svojih delovnih in starševskih in skrbstvenih funkcij, kot recimo strokovnjaki, avtonomni ljudje, premožni v poklicih z itak veliko avtonomije, ki so na vse načine, socialno, tehnološko, finančno bolj pripravljeni na takšen način dela in življenja. Torej vsi kapitali, kulturni, socialni, tehnološki, so tukaj igrali vlogo. Torej, zdravi, starejši, ta digitalni razkorak, o katerem bomo, jaz mislim, veliko govorili, smo zdaj že med krizo, ampak tudi pol je nekaj, na kar moramo misliti. Torej, na ene strani smo imeli ljudi, ki so v tej krizi na določene načine bili prizadeti in smo imeli druge, ki so bili in bolj in na specifično drugačne načine prizadeti. In to je, pravim, to, kar je trajno in vedno za krize značilno in me presenečenja družboslovcev, ki se jim je zdelo, da bo mogoče ta kriza v tem smislu drugačna. To ne more biti. Smo v eni hudi, celoviti, pravim, posebej, ker smo štartali iz ene zelo negotove situacije, ta družbeni pretres, ki je res po celem svetu in po vseh naših delih življenja deloval, prinesel to, kar kriza prinesejo. Poglabljanje tem, ki jim je slabo, jim je zdaj bistveno slabše, tem, katerim gre dobro, in to je povezano tudi s koncentracijo kapitala, s koncentracijo ekonomske moči, torej to je velika tema. To je tema, ki da na zrcali vse neenakosti, katere smo živeli prej. Na en dodaten, specifičen in zaradi tega, kar se dotika tudi našega zdravja in smrti in teh zelo velikih družbenih tem. Mi smo zdaj poslušali okroglo mizo o starizmu, torej vsega se je dotaknila, res vsega. In je edino v tem smislu mogoče njen potencial, ko je tako zelo, zelo zdrma in ko je situacija tako zelo huda, so tudi eni intelektualni odzivi, so tudi eni, ne vem, družbeno-aktivistični odzivi, ki nimajo po moje šanse zdaj takoj spremeniti situacijo, ampak tlakujejo pot, po moje, enem možnosti premisleka drugih alternativnih načinov življenja in dela. Ne bi rada bila predolga, mislim, da uvodoma, evo, toliko.
Hvala za ta, bi rekla, optimističen uvod. Se mi zdi, da je res ta ideja, da glede na to, da nas je zdravstveno ali pa ogrozila vsa zdravja podobno, da bodo tudi posledice za vse podobne v bistvu se izkazala kot na nek način naivna. Ja. Čeprav ekonomisti zanimivo govorijo o simetričnosti krize, ampak samo z vidika, da so bile vse države enako prizadete. V tem smislu mogoče je razlika med prejšnjo in to, ker so res prav države so bile v prejšnji krizi, kot je Grčija, v bistvu zdaj pa so vse, zato je tudi ta odziv na krizo, ta finančni odziv na krizo je vendarle bil nekako bolj enoten, ampak kako so pa te finančni mehanizmi vplivali na ljudi znotraj, na različne strukture, pa res v bistvu se poglobili neke neenakosti. Skratka, podobno velja tudi za ženske, Maja. Neenakost v bistvu nikoli žensk ne prizadene generalno. Zato tudi ta moj uvod, da v bistvu statistike pri nas ne kažejo neke, bi rekla, nekih mankov ali pa nekih neenakosti v primerjavi z moškimi, so zelo generalne, pavšalne in bi rekla skoraj da nekoristne. Tako da, če mogoče tvoj razmislek o tem, katere ženske je kriza prizadela tokrat, se pravi, glede na njihovo družbeno strukturo, recimo, oziroma pripadnost. Barbara, najlepša hvala za vabilo in za tole vprašanje. Jaz bi za uvod mogoče malo razširila problematiko od te osredotočenosti na to zadnjo krizo. In seveda se strinjam s tabo, da ne obstaja eno samo žensko vprašanje, ki bi lahko pokrivalo vse ženske. Žensko vprašanje se običajno postavlja kot vprašanje prisile nad ženskami, da opravljajo neplačano gospodinjsko delo in da imajo omejen dostop do trga dela, se pravi do veliko slabše plačanih del, kakor moški, da ne omenjamo ostalih okoliščin. Ta formulacija se mi zdi, da pozablja na dvoje, da prvič v zgodovini so imele ženske zelo velik prispevek k industrializaciji od čisto samega začetka. V nekaterih industrijskih panogah so ženske prevladovale že na začetku, udeležene so bile pa tudi v takih nečistih industrijah, kot je rudarstvo, recimo. In druga poanta je, da z najemanjem žensk in v 19. stoletju otrok ni bil samo dohodek ženske tisti dodaten zaslužek, ampak se je sorazmerno zniževal tudi dohodek moških, tako da kombinirano oba dohodka obeh dveh in otrok zraven ni zadoščalo za preživetje. Jaz bi rada pri svojem intervenciji opozorila na en govor, ki jo je imela Klara Zetkin 125 let prej. To je bil govor na kongresu Nemške socialdemokratske stranke in na tem govoru je ona naredila izvrstno analizo, da ne obstaja žensko vprašanje nasploh, temveč da je formulacija vprašanja odvisna od pozicije posameznih žensk glede na družbene razrede. Ali ženska pripada kapitalističnemu razredu ali razredu inteligence male buržoazije ali proletariata. In v tej prispevku je rekla, da ženske, ki pripadajo kapitalističnemu razredu, se borijo za enakopravno možnost upravljanja s svojim premoženjem. Zlasti takrat, ko so bile v tem smislu zakonsko zelo omejene. Ženske, ki sodijo v inteligenco in malo buržoazijo, se borijo za dostop do trga dela in do izobraževanja, da imajo možnost do vodstvenih pozicij moči, tako kot moški, pod enakimi pogoji, enakim plačilom. Tretja skupina proletariata pa nimajo problema z dostopom do dela, ker je kapital vedno lačen delovne sile, ki je podplačana in presežno izkoriščena. Tako da njihov položaj je popolnoma drugačen. In če jih primerjamo, meščanske ženske morajo odstranjevati ovire, proletarske ženske morajo postavljati ovire izkoriščanju sebe in svoje družine, tako v plačanem delu kot v reproduktivnem delu. In Klara Zetkin je zelo briljantno
opisala tudi to razliko, da meščanske ženske se morajo boriti proti moškim, medtem ko proletarke se morajo boriti z moškimi proti izkoriščanju kapitalističnega razreda. Kapital je izkoristil to krizo za svojo veliko novo ponovno ofenzivo. Državne politike so bile pa ves ta čas, čeprav je šlo skoraj 2 milijarde za raznih pomoči, so revni, slabo plačani, prekarni delavci v bistvu tega dobili samo drobtinice. In če to dvoje upoštevamo in to strukturo v formuliranju razrednega vprašanja, potem lahko ugotovimo, da je najbolj prizadelo pač ravno ta tretji razred proletarske ženske. Hvala, Maja, za ta v bistvu uvod natanko v to vprašanje, kdo pa so zdaj te konkretno v bistvu te najbolj prizadete skupine, bi rekla, ne vem, če so te delitve 135 let pozneje, če je možno čisto enako umeščati v te 3 recimo razrede enake, recimo kam umeščati javne uslužbence, a je to proletariat ali je zelo, a so javni uslužbenci v bistvu, a smo, da tako rečem, kako se reče, profiterji te krize, glede na dodatke in tako naprej, je odprto vprašanje, kam sodimo v teh shemah. Skratka, zanimalo bi me, Teja, tvoj pogled v bistvu od korona bolezni je v bistvu odstotkovno umrlo v bistvu več moških kot žensk, čeprav absolutno je več žensk v bistvu žensk umrlo, ker so starejše. Po drugi strani pa so bile ženske res boleznijo bistveno bolj obremenjene, ker je ta bolezen v bistvu res prizadela tiste sektorje, zdaj pa govorimo o tem delovnem, aktivnem prebivalstvu, sektorje, kjer prihaja do fizičnih stikov, in to so v glavnem storitveni sektorji, socialno skrbstvo, zdravstvo, izobraževanje. Na kakšen način v bistvu vidiš ti, da je ta epidemija prizadela ženske v teh sektorjih, se pravi? Ja, hvala. Res nekako, ko potegnemo črto, bi lahko rekli, da so ženske tekom krize nase prevzele večji del bremen. Ravno zaradi tega, ker so predvsem ženske delale, kako je bilo že omenjeno, v teh sektorjih, ki so imeli največ stika z ljudmi, kjer je prihajalo do mnogih okužb, torej zdravstvo. Ne smemo pozabiti seveda tudi na učiteljice in pa seveda pač skrbstveno delo, vse to. Tako da so bile nekako ženske tiste v prvi bojni liniji, ko je prišlo torej do tistega časa, ko je potrebno intervenirati, ko je potrebno pomagati ljudem, torej ali kot neke zdravniške sestre, ali kot čistilke, konec koncev, in pa seveda tudi kot učiteljice. Po drugi strani pa ob tem seveda ne gre spregledati tudi skrbstvenega in gospodinjskega dela, torej tega neplačanega dela, ki so ga ženske opravljale med epidemijo. In tudi tukaj je v bistvu opaziti nek poraz, da so ženske v času epidemije morale prevzeti še toliko več tega dela, tudi tistega, ki so ga prej opravljale morda njihove kolegice. Torej v času, ko smo živeli vsi v tem nekem popolnem lockdownu, ko so se zaprle šole, vrtci, so te ženske bile prisiljene torej, da pustijo svoje delovno okolje, to delo opravljajo doma in hkrati v bistvu skrbijo za svoje otroke, svoje može, svoje družinske člane, ne samo torej v bistvu mlajše člane, ampak velikokrat ravno zaradi zdravstvene situacije tudi za svoje starejše člane ali torej svoje starše ali starše partnerjev. Tako da ob tem bi jaz res rekla, da so ženske še bolj kot ponavadi prevzele breme nase, da so nekako morale žonglirati med različnimi vlogami, ki so jih imele, in da je to seveda tudi pač posledica nekih pomanjkljivih sistemov. Ravno če ne poskrbimo za sistem javnih storitev, ki bi torej tudi v času kriz nudil varstvo otrok, izobraževanje otrok, dolgotrajno oskrbo starejših, potem v vseh teh okoliščinah se vedno torej izkažejo ženske. Vedno so tiste, ki stopijo v ospredje in torej prevzamejo ta del bremena nase.
Povrnjeno pa jim je to seveda z nižjim dohodkom. Če so torej te ženske takrat na bolniški zaradi skrbstva, ne dobivajo torej neke svoje polne plače, kar se seveda potem pozna ne samo v njihovi trenutni situaciji in ekonomski odvisnosti, torej morda od partnerjev, ampak seveda tudi na dolgi rok. Potem, ko gledamo celotni cikel življenja ženske, vidimo, da predvsem v starosti pri pokojninah se to še najbolj odraža, ker so ravno ženske, starejše ženske, tiste, ki so v bistvu najbolj riskantne za tveganje revščine. Tako da ja, kot rečeno, se res bojimo, da so ženske prevzele torej ta največji del bremena. Nažalost, morda tudi te neki dodatki niso bili razporejeni najbolj pravično, še vseeno določeni sektorji morda niso dobili priznanja, ki bi si ga zaslužili. Je pa tudi morda zanimivo, da jaz sem se res trudila iskati med sindikati, torej med vsemi temi različnimi sektorji, ki smo jih danes omenili, neke statistične podatke, koliko je bilo teh nekih dodatkov, koliko od tega jih je bilo torej razdeljenih tudi glede na spol. In kar je morda žalostno, ampak vseeno zelo zgovorno je to, da teh podatkov enostavno ni, da niti sindikati nimamo jasne statistike, kako je to vplivalo konkretno na plače in na razmerja med plačami in pa predvsem, da se podatkov po spolu ne zbira. Tako da jaz mislim, da tudi nekatere posledice vsega tega bo zelo težko statistično ali pa utemeljiti v bistvu z nekimi številkami, če že sedaj zanemarjamo to področje in ne raziskujemo v bistvu stanja tudi glede na spol. Lahko pa pač res povemo morda marsikatero osebno zgodbo, ravno teh delavk, ki so delale v teh sektorjih, torej zdravstvo, skrbstvo, da so se srečevale še z neko drugo situacijo in to je predvsem odgovornost do svojega poklica oziroma svojega poslanstva. Veliko od teh žensk v času te krize enostavno ni vzelo, torej bolniške ni vzelo te možnosti, da delajo od doma, ker sploh niso mogle, če delajo v teh poklicih, ali pa tudi v primeru, da je nekdo od njihovih bližnjih zbolel, niso bile one tiste, ki so torej ostale doma. Torej konkretno za te poklice, ki so bili nujni za upravljanje v tem času, so ženske enostavno poročale o tem, da one morajo delati, recimo zdravniške sestre, in da jih skrbi, kaj se dogaja z njihovimi otroci, ki ne morejo iti v šolo, ki ne morejo iti v vrtec, ki jih niso niti smele peljati k svojim starim staršem v drugo regijo. Ne smemo pozabiti tudi na vse te ukrepe, ki so res onemogočali normalno funkcioniranje, ne samo seveda zaradi epidemije, ampak morda tudi zaradi kakšnih nepremišljenih potez. Tako da res vidimo težke stiske in torej poleg vsega delovnega bremena, neplačanega dela, še v bistvu ta čist duševni stres in obremenitev žensk, bi rekla, da so zaznamovale naš položaj v zadnjem letu in pol. Ja, glede na to, da nekako domneva je bila, da so te sektorji, kot je socialno skrbstvo, zdravstvo, bili bolj podprti strani žensk, naj jo je zanimalo v bistvu, koliko dodatkov je prišlo tudi do žensk, oziroma kakšna je razdelitev tukaj bila, ker teh dodatkov res ni malo in mislim, da je to eno vprašanje, ki bi nas morali zaposlovati v prihodnje. V lanskem letu, se pravi 2020, je bilo teh dodatkov 200 milijonov, v prvih 8 mesecih letos pa že 700 milijonov. To so take številke, da v bistvu bi moralo o njih vedeti tudi nek kontekst. Tako da mislim, da je to eno polje za raziskovanje v prihodnje. Mogoče, če kar nadaljujemo, Aleksandra, s temi podatki. Pred nekaj dnevi je Statistični urad pa vendarle, bi rekla, predstavil neko optimistični podatek, in sicer to, da se gender gap, torej plačna vrzel, pravzaprav je v letu 2020 v bistvu na leto 2019 za 3,6 odstotne točke zmanjšala. Zdaj, zanimalo bi me, na kakšen način v bistvu ti interpretiraš tako, bi rekla, ali na videz ali pa realno v bistvu pozitivno informacijo. Ja, plačna vrzel po spolu, če gledamo v povprečju, je vedno nekaj, kar pove zelo malo. Torej, mi smo država, katera je imela tudi negativno plačno vrzel v enem trenutku pred 10 leti. Zdaj,
v povprečju je to statistični podatek, ki je odvisen od veliko različnih dejavnikov, ki se dotikajo položaja moških in žensk na trgu, ampak so v zvezi z njihovo izobrazbo, kje so umeščeni, ali so sploh na trgu ali niso, v katerih poklicih in tako naprej. In številke tukaj dajo, tako kot vsi v povprečju, ko razmišljaš v povprečju, je to nekaj, kar je vedno bi moralo biti, to grobo informacijo bi vedno morali opremiti s tem, kaj to dejansko pomeni in kaj računaš. To zmanjševanje plačne vrzeli, o kateri govoriš, ne pomeni nujno, da je ženskam boljše ali da zaslužijo več. Lahko je recimo, jaz tega še ne vem, ker bi morala narediti analizo, ampak lahko je recimo možno, da en del žensk zapustil trg delovne sile. In to so bile tiste ženske, zelo verjetno, ki so bile itak na dnu lestvice in zdaj njih ni več, ne pridejo v te prekarke, katere so prva morale zapustiti službe. Torej, možno je, da zdaj računamo druge ljudi, torej, da to sploh ni. To niso isti ljudje, katere skozi čas spremljaš. Zdaj, razen tega, in tudi v zgodovini mi vemo, v Sloveniji ali v tujini, v 90-ih recimo, plačna vrzel se lahko zbližuje, zmanjšuje, zaradi tega, ker se spremenja položaj tudi moškim. Nažalost, v 90-ih letih prejšnjega stoletja se je poslabšal položaj mnogim moškim na trgu delovne sile in smo imeli zmanjšano vrzel. Ne zaradi tega, ker je ženskam šlo boljše, ampak zaradi tega, ker je moškim šlo slabše. Torej smo se poenotili, smo postali bolj enaki na slabšem, v revščini, če tako razmišljaš. Torej postali smo enakomernejše, revnejši. Zaradi tega je bolj pametno kot samo povprečja gledati in proučevati dejansko stvari, katere se lahko med seboj primerjajo. Kakšne so razlike med moškimi in ženskami, ki so enako izobraženi, ki delajo v enakih poklicih ali celo na delovnih mestih. In to, kar je Teja zdaj omenila, ti dodatki, ti konkretni podatki o konkretnih ljudeh, je nekaj, kar nam manjka. Po drugi strani pa že obstajajo mnoge raziskave, v nekatere sem trenutno vključena, ki kažejo, da ko to primerjaš, so razlike v Sloveniji zelo visoke, so razlike med ljudmi, ki delajo z isto izobrazbo v enakih poklicih oziroma celo na istih delovnih mestih pri istem delodajalcu, zelo visoke, 14%. In se skozi tranzicijo našo so se povečevale in se po tranziciji niso zmanjševale. Torej odpadajo tiste, kapitalizem bo prinesel več enakopravnosti vsem. Enostavno jih ne bo. Smo v situaciji, ko so se prvo povečevale, pol pa so se ohranjale na iste ravni in jaz tukaj zdaj ne govorim o statističnih podatkih. Jaz govorim o veliki raziskavi narejeni na skoraj celotni delovni populaciji. Torej, šli smo zelo, zelo na vse, anonimizirane podatke imamo o celotnem trgu delovne sile in to so podatki, ki so slabi. Zdaj pa, zelo rada bi nekaj tukaj poudarila. Plačne razlike po spolu so slabe za oba spola. Mi se danes ne pogovarjamo o spolu, samo o slabšem položaju žensk na trgu delovne sile. To, da imaš take zelo tradicionalno določene vloge v zasebnih življenjih in na trgu delovne sile, kjer se od žensk pričakuje vse to, kar je zdaj Teja omenila, da prevzamejo več skrbi, da so v skrbstvenih poklicih, ki so slabo plačeni in tako naprej. To kot svoj negativ, torej kot zrcalno sliko, ima pričakovanje od moških, ki ne morejo, tudi če bi hoteli prevzeti neplačano skrb, ker imajo žene za to,
ki ne morejo drugega kot igrati vlogo, ki jim je togo določena, morajo biti moški hranilci, morajo poskrbeti, morajo biti zadosti dobri na trgu delovne sile, da uspejo zaslužiti več kot njihove skrbnice doma in za njih in za svoje otroke poskrbeti. Razumete? Torej, sili se ene in druge v določene vloge, na trgu delovne sile ni tekmovanja med moškimi in ženskami, moški tekmujejo v svojih področjih z drugimi moškimi, ženske na svojih področjih z drugimi ženskami. Ta ženski trg delovne sile je slabše plačan, ampak tudi moški težko stopajo, ker ne morejo. Torej, to, kar je slabo, je razmišljati o spolnih razlikah samo in izključno in iskati načine, kako jih spreminjati vedno in samo na način, da spremeniš, izboljšaš položaj ženskam. Evidentno je, da so ženske v tej zgodbi na trgu delovne sile ekonomski postajajo odvisne od moških. Ampak mora postati prav tako evidentno, da tudi moški nimajo velikih izbir. Torej, oni morajo, hočejo, nočejo v te vloge, ki so jim. In delodajalce tukaj, torej ne gre za grde moške, grde delodajalce, ki nekaj nemoralnega počnejo. Gre za en sistem, ki je sistemsko urejen tako, da obstajata dva dela trga delovne sile, katera nista skupaj in v principu funkcionirajo vsak zase. In so prehodi težki, skoraj da nemogoče, in to, kar počnejo delodajalci. Torej, in bi jih bilo treba hkrati misliti, enega in drugega, ne samo izboljševati. Način, da izboljšaš naš sistemski zdravstveni problem, so slabo plačane, pregorele in preobremenjene in maloštevilne medicinske sestre. Način, da se to razreši, je vključiti več moških v ta poklic, ker bo s tem plača temu poklicu zrasla. Zelo enostavno. Torej, dokler moškim ni omogočeno, da se v slabo plačan poklic vključujejo, ker je to ženski poklic, do takrat bo plača temu poklicu takšna, kot je. Ker je viden kot poklic, katerega lahko opravlja ženska, kateri ni treba zaslužiti več. Razumete? Torej, to je med seboj zelo prepleteno. In zdaj, kaj Zlasti tudi ne ve, zakaj bi se moški vključil v sfero slabo plačanega. Ne znam, zakaj bi se. To ni njegova racionalna samo odločitev. On se ne more, od njega se to ne pričakuje. Od njega, ko on pride v to vrsten poklic, se sprašujejo ljudje, delodajalci, Z njim narobe, ja. Njegovi, kaj je z njim narobe, da je naredil nemoško izbiro. Moški ne morejo, moški so revolucionarni, če delajo to vrstne izbire. Revolucionarjev pa ni veliko med moškimi in med ženskami. Ne. In zdaj sem še nekaj, za razliko od drugih držav, Slovenija je specifična v tem, da jaz sem rekla prej, obstaja 14% plačna razlika. Zdaj, ko ti razmišljaš, kaj ustvarja to plačno razliko, v zahodnih državah v veliki meri je to, kar sem zdaj omenila, da so ženske na enem, moški na drugem delu trga delovne sile. Da so ženske v enih tipih podjetij, moški v drugih tipih podjetij. Pri nas to ni tako, ne pojasni tolikšen del te razlike, pri nas največji del razlike pojasni, in to je specifično grozno pri nas, direktna diskriminacija, direktne odločitve delodajalcev. Spet povezano s tem, kar ste prej rekli, direktna odločitev delodajalca, koliko dodatkov bo dal enemu ali drugemu delavcu. In naše že zdaj dolgo obstoječe raziskave kažejo, da delodajalci ta variabilni del, karkoli ni določeno s kolektivno pogodbo, z zakonom, vse, karkoli je odločitev delodajalca, je diskriminatorno v tem smislu za ženske, oziroma moškim se da več. In to nam delodajalci povejo, lejte, ko je kriza, jaz bom dal ženskam možnost, da so doma z otroki, moškim pa bom dvignil plačo. Torej, ta
reificirane razdelitev na te dve vloge, pravim, to ni nemoralnost delodajalcev. Oni enostavno delajo to, kar mislijo, da je najboljše in kar funkcionira na trgu delovne sile. Torej, tukaj, in to smo med raziskovalci smo imeli to raziskavo, torej, kaj ti prinese večjo plačo v raziskovalne sfere, dodatke, komisija, torej, in v vseh drugih poklicih. Iste stvari so prav v medicinskem poklicu, recimo v primerjavi z, ne vem, maskuliniziranim policijskim poklicom, bile ocenjene drugačno. Torej, nočno delo policistov je ocenjeno več kot nočno delo medicinskih sester. Delo z bolnimi ljudmi je ocenjeno pri policistih bilo več kot delo z bolnimi ljudmi medicinskih sester. Torej, take stvari so nekaj, kar bi morali, in zdaj se s tem ukvarjamo tudi. Torej, problem je, samo da povzamem, mislim, da analiza povprečja nam zelo malo pove in lahko tovrstne podatke kažejo popolnoma napačno in krivo smer razmišljanja. Mi smo zdaj lahko srečni nad temi podatki, pa to sploh ni res. Drugo je, da so vrzeli po plačah po spolu problem sistema, ne samo problem, ki prizadene ženske, torej ne samo ženske in moške, ampak cele kompletne sisteme, ker nam je zdravstvo, smo rekli, zakaj v težavah. In tretje, treba analizirati to, kar zdaj počnemo in zdaj že veliko vemo o tem, kako nastajajo plačne razlike, kje nastajajo in kje so specifično za Slovenijo prisotne in delati na tem, kar je Teja rekla, transparentnost mora biti, to, da sindikati ne vedo, kam so šli dodatki, ampak to zdaj mi specifično govorimo o teh dodatkih sedaj, ampak to je bilo tudi prej in bo pozneje. In tam je ključ. To, kar je odvisno od preferenc, od odločitev, od ocene individualnega tega, ki ti je nadrejen, ta je pa pod vplivom sistemsko določenih diskriminatornih mehanizmov. Hvala. Hvala. Bi katera kaj dodala? Ne vem, če je relevantno, bi sam podprla to, kar je bilo rečeno in poudarila spornost tudi teh generalnih povprečij. Recimo, družbene enakosti veljajo za Slovenijo ene najmanjše v Evropi in tudi na svetu, vendar sem opazila, da recimo samozaposlene ne upoštevajo v izračun dohodkovne neenakosti, kaj šele druge prekarne oblike. Skratka, je to zelo prirejen rezultat na konec koncev. Pred kratkim sem pa brala tudi kolumno Bineta Kordeža, ki je rekel, da ne samo samozaposlene, ampak tudi, ki delajo pri fizičnih osebah, pri samozaposlenih, ne upoštevajo v te izračune. In za to skupino, ki jih je okoli 1/5 vseh zaposlenih, mislim, imajo 40% nižje plače kot pa zaposleni pri fizičnih osebah. Skratka, treba se vprašati tudi, na katero podatke se opirajo te izračuni in kaj merijo. Hvala. Hvala. Nina, ti si pravnica, v bistvu delaš v odvetniški pisarni in za nas pravnike v bistvu je to razmerje med spoloma se dostikrat ali pa vsa razmerja se zreducirajo na vprašanje diskriminacije. In tukaj se mi zdi zanimivo to, kar je Aleksandra načela, pa tudi Maja nadaljevala, da v bistvu pogosto diskriminirajo delodajalci na tistih točkah, kjer v bistvu regulacija ni tako zelo striktna, da imajo nek manevrski prostor in potem odločajo po svoje. In glede na to, da je struktura takšna, kot je, se pravi, da je trg dela takšen, kot je, da so vrednote takšne, kot so, da je družinsko življenje takšno, kot je, potem v bistvu jim nekako prevedejo to v svoje
neke notranje akte ali pa odločitve. Vi v vaši odvetniški pisarni ste se in pred epidemijo, pa tudi zdaj med njo ukvarjali v bistvu z različnimi primeri diskriminacije. Nekaj jih je bilo po spolu, pa tudi kakšne druge, mogoče, če nam sem pomislila na kakšne primere, ki jih poznam, da so zelo povezani s tem, kar Aleksandra govori. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Lepša hvala, Barbara, za vabilo, za to vprašanje. Zdaj v bistvu v odvetništvu, smo se srečali z diskriminacijo, seveda že pred epidemijo in se pač tudi zdaj. Vsekakor se izboljšuje v smislu, da vedno več takih zadev prihaja do nas, ne? Ker se mi zdi, da sploh, kar se tiče diskriminacije, mogoče v razmerju do trpinčenja, do tega mobinga, ne, tle smo imeli v Sloveniji pač v našem tem prostoru vsem precej daljšo tradicijo, ne, tudi v bistvu take spore pripeljati pred sodišče, se sploh v bistvu pravno spuščati, razreševati take spore. Zdaj, na drugi strani z diskriminacijo imamo bistveno manj imamo te kulture, da se v bistvu tužimo zaradi diskriminacije, ne, pa pač da razrešujemo spore z tega vidika. Zdaj, najbolj pogosto, to je bilo v bistvu podobno že prej, kot je tudi zdaj med epidemijo, se mi srečujemo v bistvu z posredno obliko diskriminacije, bistveno manj je neposredne oblike diskriminacije, recimo pač pride seveda pač tudi kakšna razlika v plačah, mogoče sploh ne, mogoče ne toliko z vidika razlike v plačah na istih delovnih mestih, ampak mogoče na delovnih mestih enake vrednosti, bolj upoštev oziroma več vidimo takih stvari. Je pa z neposredno diskriminacijo je predvsem problem, kar so kolegice res že dobro pač obrazložile, predvsem je zelo premalo podatkov, na katere bi se pač lahko oprli v takih primerih. Ljudje tega ne poznajo in v bistvu potem tudi ne zaznavajo to kot v bistvu nek temelj, na podlagi katerega bi v bistvu lahko sprožili spor, bodisi proti delodajalcu ali kako drugače, in v bistvu z tega naslova uveljavljali svoje pravice, ki jih imajo pač tudi skladno z zakonodajo. Tako da zdaj v naši praksi je bistveno več primerov posredne diskriminacije, to pomeni, da v bistvu pač gre za neko merilo, za neko prakso, za nek kriterij, mogoče zdaj jaz večinoma v bistvu se ukvarjam res z delovnopravnimi primeri, kjer v bistvu gre za, torej je nevtralno in zadeva načeloma pač na videz vse enako, ampak zaradi svojih učinkov bistveno bolj vpliva na eno skupino ljudi kot na drugo. Te diskriminacije tudi tako, da se mi srečujemo v sporih z njo, precej velik, v bistvu vedno bolj se pojavlja v primerih odpovedi, torej v sporih v zvezi z nezakonitostjo odpovedi, je tega zdaj skoraj v teh delovnopravnih sporih skoraj že v vsakem primeru tudi dodana zraven, torej pač neutemeljenost odpovedi, ker je bila zaradi diskriminacije. Se tudi pojavljajo v bistvu ne samo na osnovi spola, ampak tudi kar veliko na osnovi invalidnosti, tudi na osnovi zdravstvenega stanja, v bistvu na osnovi pač različnih osebnih okoliščin, ki so nekako trajno pač povezane z osebnostjo ali pa z identiteto posameznika. Zdaj, na podlagi spola bi rekla, da v bistvu je ta posredna diskriminacija pogosto, vsaj kot jaz zaznam v praksi, povezana res s starševstvom. Zdaj, že samo starševstvo je osebna okoliščina, na kateri je pač ki je tudi v bistvu pač prepovedana osnova za diskriminacijo, ampak je pa tudi zelo povezana s spolom. Torej, starševstvo samo po sebi ni pač vezano samo na ženske ali na moške, je pa v bistvu z vidika svojih posrednih učinkov oziroma recimo zdaj kolegici sta delali raziskavo zdaj pred kratkim glede vpliva tega ukrepa zaprtja šol in vrtcev na v bistvu posredno diskriminacijo na podlagi spola in so ugotovili tudi, da po podatkih recimo ministrstva, to se mi zdi zelo zanimivo, po podatkih Ministrstva za delo za leto 2019 je na primer starševski dopust, ki si ga starši lahko pač enakovredno izkorista,
izkoristilo 8445 žensk in samo 934 moških. Tako da, recimo, neke take podatke imamo, tudi v bistvu skrb ne samo za otroke, ampak za druge družinske člane. Torej, ta v bistvu odsotnost z dela zaradi nege družinskih članov je recimo v 80% pač v bistvu to prevzimajo ženske in samo v 19% recimo pač moški. Tako da neka razlika tle je zelo pomembna, no, tudi v bistvu iz tega naslova sta kolegici tukaj v svoji raziskavi pač ugotovili, da gre za pač v bistvu posredno diskriminacijo tudi na podlagi spola, je pa v osnovi vedno to starševstvo je v ospredju in tudi v bistvu zdaj v primeru epidemije smo pa imeli pač ta ukrep zaprtja šol in vrtcev, ki je v to še dodatno posegal. V bistvu zaradi starševstva, in v bistvu odsotnosti iz dela, ki nastanejo zaradi starševstva, pa zaradi nege otrok ali pa nege drugih družinskih članov, ki, kot smo ugotovili, pač jih pretežno prevzemajo ženske in so pretežno ženske zaradi tega odsotne. V bistvu te stvari bistveno vplivajo na neko plačno vrzel, torej v bistvu tako na sam dostop do zaposlitve, na možnosti napredovanja, na v bistvu res višino dohodkov, ki ga ženske z tega naslova dobivajo v primerjavi z moškimi. Recimo, čist samo zaradi ukrepa zaprtja vrtcev in šol, sta kolegici v svoji raziskavi prišli do podatka, da ker je bilo 5 mesecev, pač to zaprtje trajalo, in ker v tem času so v bistvu lahko bili ženske odsotne, oziroma si lahko bil odsoten z dela zaradi nege oziroma varstva otrok z 80% nadomestilom plače. Že to je v bistvu samo po sebi, že sam ta ukrep je v bistvu prinesel 9% razlike sigurno v dohodkih med tistimi, ki so to varstvo, ki so pač odsotne zaradi varstva koristili in tistimi, ki niso. Tako da pač res bistveno vpliva na te dohodke, mogoče ne na tak način zelo vidno na prvi pogled, ampak v vsakem primeru ima ogromen vpliv. In jaz upam, da pač tudi v prihodnje bo vedno več takih primerov pač prišlo tudi do nas in bo šlo tudi na sodišče, ker se mi zdi, da se generalno v bistvu na tem področju je premalo zavedanja, kakšne so pravice in v bistvu na kakšen način se je možno tudi z mehanizmi, ki jih imamo pač dostopne trenutno pač pri nas boriti proti temu in v bistvu to izpostavljati kot problem, ki se pač pravno lahko reši. Tudi v bistvu imamo primere, kjer je bila pred sodiščem diskriminacija ugotovljena, ko so ženske v bistvu kot presežne delavke bile diskriminirane, ker so pač dobivale manj točk zaradi odsotnosti, zaradi starševstva v programu presežnih delavcev. V bistvu so take stvari, ki so prisotne ves čas, vsak dan in mislim, da je to zavedanje, da pač te pravice so in da v bistvu gre za prepovedano diskriminacijo, ki jo je v bistvu tudi sodišče že večkrat presodilo kot pač nezakonito in so zaradi tega v bistvu to take odpovedi bile nezakonite, da je to v bistvu nekaj, kar se splača pač vedno uveljavljati in v bistvu pač tudi pravne mehanizme uporabljati za varstvo teh pravic. Torej, pravni mehanizmi mogoče za nepravnike, eno so sodne poti, eno je pa tudi institucija zagovornika, mogoče samo tukaj ta implikacije, te odsotnosti, kako je v bistvu v enem zanimivem primeru zagovornik ugotovil posredno diskriminacijo. Delodajalci lahko poleg osnovne plače delovne uspešnosti izplačujejo tudi poslovno uspešnost in morajo zanjo imeti neke kriterije. In vsem se najbolj logično zdi, da je eden od kriterijev, če si bil prisoten na delovnem mestu in si več prispeval, potem pač lahko deliš poslovno uspešnost, sicer pa pač ali si izključen ali pa dobiš manj, recimo. In delodajalcem zagovorniki ugotovijo, da gre tukaj za posredno diskriminacijo po spolu, zato ker so odsotne bolj ženske, zaradi različnih tukaj navedenih razlogov, ki so se poglobili tudi v epidemiji zaradi starševstva in zaprtja šol. In jaz, ko sem brala te
ko sem sodbo brala in zagovore teh delodajalcev, oni iskreno ne razumejo, kako je to lahko problem. Kako? Saj mi sploh nismo razmišljali, moški, ženske, to nas ne zanima. Nas zanima, koliko to telo vloži časa v naše delovanje. Tako da tukaj so neke še stvari, ki jih je treba, bi rekla, še nekako mogoče tudi z izobraževanjem in pogovori o teh stvarih razvitno. Aleksandra si je želela. Ja, jaz bi rekla, če se popolnoma strinjam, in gre za sisteme, ne gre za posameznike, ki odločajo, ampak hodila sem na to, kar je Nena zelo fajn opozorila, kako to, da so ženske v glavnem vzele te dopuste, jim je avtomatično za toliko odstotkov bo zdaj povečalo razliko v plačah. Ampak obratno je tudi res. One so to vzele zaradi tega, ker imajo manjšo plačo. Večinoma je v partnerskem, družinskem okolju, tak je prinese večinoma večji zaslužek moški in zaradi tega se za oboje ne splača ostati brez 20% večjega kot 20% manjšega zaslužka. Torej, to moramo nenehno imeti ta krog. Eno seveda vpliva na drugo, ampak drugo je posledica prvega. Torej, mi bi morali zmanjšati vrzel, da bi lahko to bila racionalna ekonomska odločitev para. Do takrat, jaz sem lahko si želim biti enakopravna, ampak če to pomeni, da naš družinski proračun trpi, to enostavno se v mnogih parih ne moremo privoščiti, ker nam se ne bo za 20% znižala, ne vem, najemnina ali ne vem kaj drugega. Razumete? Torej, treba je te ekonomske, mi nismo samo socialna bitja, ki funkcioniramo na osnovi morale, principov in tako naprej. Smo tudi racionalni ekonomski akterji. In to se za par ne splača. Pika. Torej, hočem reči, jaz sem sociologinja in bi morala zelo upoštevati to, kako na socialne norme. Ja, ampak tudi ekonomske dejavnike in eno z drugim v povezavi. Ja, zdaj, če se premaknemo od recimo te plačne vrzeli, pa pač posebnosti spola, mogoče vprašanje za tebe, če se premaknemo k zaposlenosti, brezposelnosti in tako naprej na trgu dela. Registrirana brezposelnost se zadnje mesece v bistvu zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih malo več kot 69.000 brezposelnih oseb, kar je 1,9% manj kot julija, se pravi kot pred enim mesecem, in 21,4% manj kot avgusta lani. In zdaj me zanima, kaj se znotraj teh statistik dogaja z brezposelnostjo mladih, če imaš kaj podatkov o mladih ženskah, tudi seveda lahko, ampak si pa v bistvu predsednica sindikata Mladi Plus, tako da mogoče še eno vprašanje fokusirano na mlade. Ja, res je. Statistika trenutno kaže izjemno pozitivne trende in ustvarja se neka percepcija, kot da brezposelnost mladih sploh ne bi bila več problem. Brezposelnost mladih sicer je vedno višja kot splošna brezposelnost ali pač brezposelnost v nekih drugih starostnih skupinah. Mladi so tisti, ki se soočajo z oteženim prehodom na trg dela. Ampak tudi v času kriz se potem nekako meri porasti brezposelnosti in okrevanje, in kar lahko tudi pač vidimo torej iz izkušenj iz prejšnje gospodarske in finančne krize, je, da torej v času krize brezposelnost mladih vedno poraste in bolj poraste v primerjavi z ostalimi. Hkrati pa pač tudi današnji podatki kažejo, da ne bi bili mladi tisti, ki tudi hitreje okrevajo, da so torej mladi med tistimi ekstremi, ki jih torej vsakokratne krize najbolj prizadanejo, ampak potem tudi mladi hitreje okrevajo kot recimo starejše delavke in delavci, ki potrebujejo dlje časa, preden spet vstopijo na trg dela, v primeru, da delo izgubijo. In morda se sliši seveda, ja, vse to lepo in prav in tudi trenutne statistike, kot rečeno, ja, in predstavljeno, kažejo, kot da se brezposelnost zmanjšuje.
Ampak pri tem moramo res pogledati tudi malo metodologijo tega merjenja. In mi smo zelo veseli, da je šla raziskava Mladina 2020, ki smo čakali v bistvu kar precej časa, ki se je malo bolj poglobila v to percepcijo brezposelnosti oziroma to skrito brezposelnostjo, ki morda bolj odraža realnost, kot pa tista registrirana brezposelnost ali pa anketna brezposelnost. In če pogledamo tele podatke, te pokažejo, da je odstotek tistih, ki zase trdijo, da nimajo zaposlitve, v bistvu precej višji od uradnih statistik. In ta višina se giblje celo do 21,5%. In v bistvu torej ta neka percepcija, da se brezposelnost zmanjšuje, mogoče ni toliko zaverjetno. Mogoče, če pač samo predstavim ene par številk, torej, gleda se je stopnjo brezposelnost v procentih od starostne skupine sicer od 15 do 24 let, glede na različne metodologije, in po metodologiji Eurostata je za leto 2019 ta stopnja kazala 8,2%. Po metodologiji Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, torej registrirana stopnja brezposelnosti, je bila ta 12,6%. In potem, kako mladi sami percepirajo svojo brezposelnost, je bil ta odstotek 23. Torej vidimo izjemno velik razkorak med 8,2 na eni strani in 23%. Tako da jaz mislim, da je res čas, da se tudi v bistvu posvetimo tej metodologiji in premislimo, kaj bi bilo torej v bistvu najpomembnejše meriti. Ker če mladi enostavno mislijo za sebe, da so brezposelni, potem morda to bolj odraža njihovo realno stanje na trgu dela. Ker moramo se zavedati, da večina mladih se ne registrira na Zavodu za zaposlovanje. Zakaj? Zato, ker enostavno ne zaupajo toliko inštitucijam in ker vejo, da bodo imeli zelo omejeno pomoč strani Zavoda za zaposlovanje. Če pogledamo torej tisti, ki so registrirani na Zavodu za zaposlovanje, vidimo, da manj kot 10% mladih dobiva nadomestilo za primer brezposelnosti. Enostavno mladi še nimajo delovnih izkušenj, nimajo torej te zavarovalne dobe in niso upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti in zato enostavno ne vidijo smisla, zakaj bi se tja sploh prijavili. In pa tudi, če že do tega niso upravičeni, morda vsaj do denarne socialne pomoči, ampak tudi tukaj manj kot 50% registriranih mladih na zavodu dobiva to denarno socialno pomoč. In ko mladi torej nekako tehtajo, kako se bodo znajdali, se enostavno ne prijavijo na Zavod za zaposlovanje, izpadejo iz vseh teh statistik, s tem se seveda ustvarja lažna slika, kot da brezposelnost mladih ni tako zelo velik problem. Mladi pa med tem časom velikokrat delajo v resnici. Delajo pa seveda prek nekih začasnih, negotovih, prekarnih oblik dela. Izjemno pogosto je seveda še vedno delo na črno, ki več kot polovica mladih pravi, da se je tekom svojega življenja že srečala z delom na črno, potem seveda prisilna espezacija, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, seveda študentsko delo. Če pa pač mladi že nekako dobijo pogodbo o zaposlitvi, je pa seveda tudi ta pogodba večinoma za določen čas. Tudi tukaj Slovenija izstopa iz evropskega povprečja, glede na delež mladih, ki imajo pogodbe za določen čas. In mogoče tukaj, da se še vse navežem malo na spol, seveda tudi tukaj prednjačijo ženske. Torej v bistvu je več žensk tistih, ki so zaposlene za določen čas. Mislim, da zadnja raziskava je kazala, da je razlika, da je pri mladih ženskah to okrog 80%, medtem ko je pač pri mladih moških to okrog 60%. Tako da razlike so ogromne in saj smo danes že zelo veliko govorili o tem, kako pomembno je spremljati podatke in absolutno jih je, ker samo na podlagi tega se lahko oblikujejo kakovostne politike, ki bi izboljšale stvari, ampak moramo pa tudi morda kritično pogledati, kako se te podatki zbirajo, katera metodologija je uporabljena in predvsem pridobiti malo bolj realno sliko o trgu dela. Torej, kljub temu, da statistike trenutno dobro kažejo, mi na terenu z mladimi ugotavljamo, da temu niti slučajno ni tako. Mladi so ujeti v prekarne oblike dela, ki jim ne omogočajo ekonomske neodvisnosti, še vedno zaradi tega živijo pri starših, se stežka prebijajo iz meseca v mesec in pa, kar je vedno bolj prevladujoče v zadnjih letih, ima to izjemno negativne posledice na duševno zdravje mladih.
take, ki tudi ne bojo tako zelo popravljive, tudi potem, ko bodo ti mladi morda dobili redno zaposlitev. Aleksandra si je dvignila roko. Dvignila sem takrat, ko sem mislila, to mi se zdi zdaj ključno, kar je na koncu povedala, ta prekarizacija splošno na trgu delovne sile lahko razloži začasno izboljšanje v sliki brezposelnosti, ker to, o čem je zdaj zadnje govorila. Mladi so na trgu delovne sile, mogoče ne iščejo službo aktivno, ampak so v tovrstnih zaposlitvah s tako malo denarja, s tako negotovimi pogodbami, da govorimo tukaj o tej podzaposlenosti, skriti brezposlenosti. Torej, to, kar se jim ponuja, to, kar morajo sprejeti, je po vseh lastnostih, kako smo prej definirali brezposlenost, bliže brezposlenosti kot zaposlenosti. Torej, to, kakšna je njihova socialno, ekonomsko perspektiva, njihova delovna identiteta, profesionalna identiteta, vse jih to uvršča bolj med brezposlene ljudi kot zaposlene. Njihova varnost, katerakoli že na trgu delovne sile, je takšna, da samo formalno niso brezposleni, de facto pa so te nove oblike dela, katere se normalizirajo in ne samo, da moramo spremljati in pridobivati podatke, mi se moramo dobro organizirati, ker to je nova kultura, to je nov način, na katerega moja generacija skoraj da ni poznala, razen v določenih poklicih, ta generacija pa v to vstopa kot v novo normalnost. In to je slabo, tega bi se verjetno morali lotiti. Ja, Maja, tukaj v zvezi s to novo normalnostjo si ti jaz zaznala v zadnjem času, jaz sem pa zaznala tudi, ampak sem že vmes pozabila, to neko novo normalizacijo situacije, da v bistvu se s prekernostjo ali pa prekarnostjo sploh država več ne ukvarja in se delodajalci kar sami ukvarjajo. En primer tega je recimo tale Hoferjev popolni delovni čas. Ne vem, če poznate v bistvu v Hoferju in najbrž tudi Lidlu, zdaj Hofer je primer, rečemo mu z malo. V bistvu je primer, kjer ljudje delajo s krajšim delovnim časom in zato, ker ljudje, ki delajo s krajšim delovnim časom, nimajo eno leto pokojninskega zavarovanja priznano kot celo leto, ampak samo, če delajo 2/3, tisto leto teče samo 2/3 v pokojninsko dobo, v bistvu je Hofer kar uredil situacijo, ki fingira, da so te krajši delovni časi v resnici polni oziroma, kot oni rečejo, popolni delovni čas. Se pravi, dolga leta sem jaz, kot recimo nekdo, ki se ukvarja z delovnim pravom, bila prepričana, da je taka situacija nezakonita. Zdaj pa kar naenkrat, ko je to neka velika trgovska veriga rekla, da je to zakonito, je pa na isti pravni podlagi to zdaj kar naenkrat zakonito in se nobeden s tem ne ukvarja. Skratka, Maja, kako to vidiš, to relacijo med državo, ki je tudi totalno se investirala v epidemiji, hkrati pa pozablja na vse, kar ni epidemično, razen dobre kakšne razgradne sistemov, ki pridejo prav. Ampak tukaj je nek prostor za, se mi zdi, kapital, da stvari uredi po svoje, ker je država na nek način odsotna. Ali mogoče vidiš kakšne druge stvari tukaj noter? Najlepša hvala, da si pripeljala to problematiko v razpravo, ker mislim, da se je prvič zgodilo, da bi neko podjetje uvedlo samo svojo zaposlitveno obliko. Komentar k zakonu o delovnih razmerjih je jasen, da samo Republika Slovenija ima pravico, oblast, da lahko odloča pod kakšnimi pogoji bosta delavec in delodajalec sklepala delovno razmerje. Tukaj si je pa med krizo podjetje vzelo pravico, da o tem odloča in uvaja svojo zaposlitveno obliko v svojem podjetju. Bilo je previdno v tolikšni meri, da je to napoved dalo v poletnem času počitnic v začetku avgusta in napovedalo polletni obdobje,
da bi januarja 2021 šele začelo dajati. In jaz sem napisala več člankov, ki sem jih pošiljala sindikatom in inšpektoratu za delo v tem času, v tem vmesnem obdobju pred dokončno uveljavitvijo, in nisem dobila nobenega odgovora, tudi mi ni jasno, da bi kakorkoli reagiralo na to nezakonito in obliko zaposlovanja in nezakonito zaposlitveno obliko v podjetju, kjer ima delodajalec, si vzame regulatorne pravice. Nisem dobila nobenega odgovora od nobenih od teh inštitucij, samo osebno pismo nekega inšpektorja, ki je potrdil, da je moja analiza pravilna, ampak da ne želi biti imenovan. In ker ni bilo nobenega odziva, je podjetje zdaj to uvaja. Če govorim, mogoče samo na kratko, če imamo čas, da pojasnim to zadevo. Hofer je podjetje, ki zaposluje okrog 2000 oseb, ni pa edino, ki zaposluje 1800 oseb, se pravi 80% svoje delovne sile s krajšim delovnim časom, so tudi druga. In predstavlja to kot možnost za svoje zaposlene, da lažje usklajujejo delo in družino oziroma druge obveznosti. V naši raziskavi Segnet pa smo ugotovili, da delež tistih, ki delajo neprostovoljno s krajšim delovnim časom, je najvišji ravno v trgovinski dejavnosti. Skratka, to kaže, da verjetno večina teh delavk, med katerim seveda prevladujejo delavke, dela neprostovoljno. Terenska raziskava, ki so jo moji kolegi in kolegice opravili tudi v tej dejavnosti, pa je pokazala, da je to omogočilo tem podjetjem, da ustvarijo nek poseben režim dela. Namreč ljudje, ki delajo s krajšim delovnim časom, dobivajo lahko manj, kot je pa eksistenčni minimum. Zato so zainteresirani, da se jim njihov delovni čas podaljšuje in so pripravljeni vse narediti za to, in podjetja so naredila iz tega tak drive system, primeren za sužnje. Zaposlitev z daljšim delovnim časom ali pa za polni delovni čas je postavljena kot nagrada za tiste, ki so pridni in lojalni podjetju. In samo delavci, ki se v tem dokažejo, lahko pridejo, napredujejo po tej lestvici. To pa pomeni, da delavci dobijo tolikšne obremenitve, da ko končajo svojo plačano službo, ostajajo v službi še naprej, zato da odpravijo svoje delo, da ne bi izpadli, kot da niso pridni. Med temi ženskami so hude fizične obremenitve. Ženske same prenašajo 25 kilogramov težke vreče, ki verjetno veliko presegajo normative v tej zvezi. Potem je še nek režim banke ur. To pomeni, da če ni strank, ženske pošiljajo domov, ali če je več strank, kličejo ženske na delo. In kako bodo ženske usklajevale družino in delo, če en dan naprej ne vedo, ali bodo prej odposlali doma, ali jih bojo poklicali na dom. Potem plačilo je samo za efektivne ure, ni za priprave na delo in odhod z dela. In razpored dobijo največ za 14 dni naprej, kar pomeni, da ni možnosti, da bi poleg te zaposlitve s krajšim delovnim časom imele še eno zaposlitev, s katero bi kombinirale polni delovni čas. Ker če ti ne veš za svoj urnik za naprej, ne moreš imeti še ene zaposlitve, mislim, da je tudi to nezakonit element tukaj, ker mislim, da zakon bi se lahko bral tako, da je to nezakonito. In da zadeva, ki se je pa ti omenila, da se priznava samo delna pokojninska varnost, to je bila v bistvu od vseh teh spornih zadev v javnosti edino najbolj izpostavljena. In podjetje je odgovorilo na te očitke tako, da bo zdaj uvedlo novo zaposlitveno obliko po polni delovni čas, s katerim bodo delavci dobili priznanje polne pokojninske dobe. Toda
Še naprej bo ta oblika zaposlitve samo nagrada za pridne delavce in lojalne. In še zmerom naprej bojo plačane samo za tiste ure, ki jih oddelajo, ne za polni delovni čas. Se pravi, ta režim dela, ki sem ga opisala, še zmerom ostaja v veljavi. In tukaj je, mislim, to temeljno vprašanje, ali si lahko podjetja sama pišejo zakone. Jaz upam, da ne bo odgovor ostal tako kot doslej, brez odgovora in da se bo ljudem pustilo nadaljnjo erozijo delovnega prava, ki zame pomeni konec pravne države in konec univerzalnih delavskih pravic. Hvala, Maja. Se mi zdi, da je bil to lep uvid tudi v en segment teh novih ali pa poglabljajočih se prekarnih oblik. Mogoče, Aleksandra, zdaj, če počasi zaključujemo, mogoče bi tebe vprašala zunaj tega plačnega, pa prav teh direktnih delovnih pogojev, kakšne se ti zdijo najbolj daljnosežne posledice epidemije za trg dela, se pravi na daljši čas, na daljši rok mogoče, kaj je tisto, kar se ti zdi, da bo ostalo in zelo spremenilo naš način dela? Ja, veliko jih je in veliko smo že slišali in bomo še slišali o mnogih, na katere so pozitivne, mnoge so pa nekako izzivi, s katerim mislim, da se bomo morali ukvarjati. Jaz mislim, da ta velik eksperiment dela od doma, dela zunaj delodajalčevih prostorov z podporo informacijskih komunikacijskih tehnologij. To se mi zdi nekaj, s čim bomo od zdaj živeli bistveno drugače naprej, bistveno bolj od zdaj naprej, kot smo kadarkoli do sedaj. Čeprav so možnosti že zelo, zelo dolgo obvladane, ta zdaj situacija, ne da je bila namenoma narejena, ampak je bilo fajn okolje, da se je eksperimentiralo bistveno bolj kot prej. In zdaj vsaka tehnološka sprememba je povezana z družbenimi spremembami, s spremembo družbenih razmerij. In mislim, da bo tudi ta. In zdaj smo v tem, imamo tehnologijo, ki nekaj omogoča, do sedaj še nismo bili pripravljeni niti eksperimentirati na polno, sedaj pa smo in tukaj se nekaj spremenja. Jaz mislim, da spremenja se, kaj od koga se pričakuje, kakšna je regulativa, kaj je spodobno, kaj ni spodobno, zakaj se lahko izboriš, kaj se ni več na agendi in tako naprej. In zdaj to poteka hkrati, torej pandemija poteka hkrati z že obstoječo vse močnejšo platformno ekonomijo. Torej, platformna ekonomija je prostor, v katerem se že dodobra zrelativiziralo, kdo je delodajalec, kdo je delavec. Tukaj smo se že skregali, ali vsak, ki dela za enega, je sploh v statusu delavca, kaj so njegove pravice. In zdaj jaz ne pravim, to je okolje, to je milje, v katerem zdaj delujejo vsi delodajalci, tudi naši delodajalci, tudi javni delodajalci. Vsi delujejo v tem, kjer se ni več nič samoumevnega. Torej, status delavca ni več nekaj, kar je samoumevnega. Pravice iz dela so vprašljive. Torej, zelo se stvari individualizirajo. Moč sindikatov je slabša. Desindikaliziramo se tudi po lastni želji in volji. V stare institucije zapuščamo in tako naprej, nove še nismo zgradili. In zdaj to plus pandemija. Delodajalci so nekaj ugotovili v pandemiji, velika večina delodajalcev, da, kar je dobro, da ni več treba imeti neposrednega nadzora nad delavci. Torej, nekaj dobrega, kar mislim, da se bo zgodilo pri delodajalcih, je, da bodo eventualno spustili del delavcev, katere so mislili, da morajo imeti zaprte v prostorih in če jih ne vidijo, ti ne delajo. Torej, to bo olajšano. To, kar smo se zauzemali vedno, dajte to dobro prožnost delavcem, kar bi lahko, evo, zdaj se nam je to zgodilo. Torej, to je dobro, ampak so ugotovili, da so se lahko znebili marsikaterega stroška, kar je na trgu, ki jih sili v zmanjševanje stroškov, na globalnem, konkurenčnem, bla, 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 vse to, je enostavno to nekaj, kar
bodo morali začeti uporabljati, ker bodo pritiske take. Torej, če lahko znižam stroške najemnine, ogrevanja, prevoza, vse to, pa če še znižam stroške malo ne najbolj po pravilih, ki so do sedaj veljala, recimo o varnosti in zdravju pri delu, o take stvari, katere enostavno ne moreš ljudem na domu niti predpisati, niti pričakovati. In zdaj na tej naši delojemalski strani delati svojega kavča iz moje dnevne sobe, iz moje pižame v postelji, je kratkoročno mogoče celo moja fajn odločitev. In zdaj, to ne sme biti eno in drugo, torej urejanje novih družbenih delavskih razmerij ne sme biti prepuščeno ne trgu, ki bo silil v zmanjševanje stroškov, niti individualnih odločitev, ki mene sili, da sem lena zjutraj se obleči in pridati v službo, čeprav je to moj delovni proces, moje socialno dobro počutje. Ni dobro biti izoliran doma pred računalnikom, to za nobenega ni dobro, ampak jaz se bom sama mogoče proti svoji lastnem interesu odločila slabše. Torej, ta nova urejanja bi morala biti povezana z jasno vlogo držav, sindikatov, organiziranega predstavništva delavcev. Nekaj se dogaja, na evropski ravni se nekaj dogaja, mi govorimo zdaj o pravici od odklopa. Torej, jasno je, da smo srečni, če lahko del svojega dela opravimo na svojem računalniku doma, ampak tvegamo, da bomo nenehno pred tem računalnikom, tudi če je to slabo za našega delodajalca celo. Ampak on nas lahko odpusti pa vzame novega, ki bo določen. Za nas ni dobro. In tega se že majčkeno zavedamo, te debate že majčkeno potekajo, o regulativi tega dela s pomočjo IKT tehnologij. Torej, to se razmišlja, to se dogaja, ampak zelo, zelo počasi. In tako kot vedno pri velikih spremembah tehnoloških bo en del delavcev žrtev. Torej, kolateralna škoda mora biti boljši ureditvi in boljšemu za del delavcev. Hkrati pa pravim, platformna ekonomija v veliki meri temelji na slabšem in bolj prekarnem položaju delavk in delavcev. To je temelj tega, na čem se vsaj zaenkrat služi denar, in dokler čim hitreje bi se dalo, ni tukaj upora, torej ni druga strani, ki reče počak, ampak ni civilizirano, torej splača se že, ampak ne moramo tega, če se hočemo imenovati civilizirana družba, in to niso stvari, ki se urejajo na slovenskem trgu delovne sile, seveda, mi prispevamo kapljice, ampak de facto smo vpiti v globalni trg dela in globalni kapitalistični sistem. In vse te odločitve o pravici do odklopa, to je politična odločitev. Tako kot je vse dosedanje delavske pravice vedno bile politični boj, politične odločitve, in tukaj je še enkrat pomembna vloga države, pomembna vloga organiziranega delavstva. In ne bom niti pesimistično, niti optimistično zaključila. Hotela sem nekaj optimističnega, ampak ni prostora. Realistično je temu tako. Še mogoče res za konec, Nina, mi smo v bistvu malo povedali o diskriminaciji oziroma nekak položaju žensk, kako videti to pravo. Zdaj pa zato, ker in mene, domnevam pa tudi glede na aktualno situacijo publiko, zanima še eno drugo vprašanje z področja, ki je pa zelo aktualistično, bi skoraj rekla, tudi delovnih razmerij. Kako ti vidiš situacijo oseb, ki so cepljene in necepljene, ali je to diskriminacija, in kako vidiš obveznost, napovedano tako rekoč obveznost cepljenja v državni upravi, potem pa morda tudi širše v javnem sektorju. Kako to kot pravnica, recimo, rečemo temu vidiš? Ja, to je sigurno aktualna tema. Vsak te to vpraša, tako da nisem mogla mimo tega.
v tem trenutku, ampak tukaj se jaz se kar strinjam z zagovornikom načela enakosti, no, ki je zdaj pred kratkim pač izdal tudi to svojo odločbo, da v bistvu uvajanje pogoja obveznega cepljenja ni diskriminatoren ukrep. Tukaj se pač povsem, tudi z vidika, kako jaz pač razumem in po mojih izkušnjah in razumevanju, no, strinjam, da gre za v bistvu samo cepljenje ne more predstavljati osebne okoliščine, ki bi lahko pač bila osnova za prepovedano diskriminacijo, ne, ker gre dejansko za odločitev. Torej, tle je vprašanje, ne, a bi lahko, vem, se ogromno ljudi me vpraša, pa je to zdravstveno stanje, pa mogoče celo, ne vem, versko prepričanje, pa neko svetovno-nazorsko prepričanje, ne, ampak zdaj po mojem mnenju, glede na to, ja, da gre za odločitev posameznika, ki v bistvu ni omejena, ne gre za v bistvu neko okoliščino, ki predstavlja neko trajno lastnost ali trajno zadevo, tako kar pri vseh ostalih osebnih okoliščinah, na podlagi katerih je pač pravno prepovedana diskriminacija. Mislim, da to dvoje tle je zelo težko enačiti, no. Se mi zdi, da enkrat, ko gremo v bistvu na to, da je diskriminacija, pravno prepovedana diskriminacija, vsako stališče skoraj, oziroma, ne vem, se mogoče sem prestroga, ampak če začnemo res širiti tudi na neke take okoliščine, ki se jih da spreminjati lažje mogoče, kot te, ki so trenutno v bistvu pač predpisane kot prepovedane osnove za diskriminacijo, mogoče pač zaidemo malo z namena, zakaj je v bistvu sploh pravno prepovedana diskriminacija predpisana, ne. Tako da, ja, tukaj zdaj cepljenje predstavlja neko odločitev posameznika, ne, lahko se odloči tako ali pa drugače, v bistvu dostopno je vsem na enak način, ne. Mogoče potencialno bi lahko šlo za diskriminacijo takrat, ko je bilo omejeno, kdo se lahko cepi, ne, oziroma takrat v primerih ljudi, ki se ne morejo cepiti, ne, torej, ki nimajo, v bistvu, ki se ne smejo. S tem, da tukaj pač pri nas je ta situacija sanirana s tem, da se pač da tudi testirati, da ni samo pač obvezno cepljenje, ampak se da tudi s testom v bistvu dokazovati izpolnjevanje tega pogoja. In tudi za te, ki se pač ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov, je brezplačno in bo pač brezplačno ostalo še naprej. Tako da v bistvu iz vseh teh elementov, nekako teh okoliščin, no, pač ja, po moji oceni ne gre za diskriminatoren ukrep, no. Najbrž bi lahko tukaj navezali na to, kar je Maja govorila, da je pa zelo slabo, po mojem mnenju, če se ta odgovornost za take odločitve prevali na delodajalce. To je pač državo imamo za to, se mi zdi, in mora o tem v nekem transparentnem postopku odločati. Država je tista, ki pač mora presekati, bi rekla, neke naše skupne, mora skupaj spet in sprejeti neko odločitev. Zdi se pa, da v epidemiji zelo veliko tega prevaljenega na zasebno, kakorkoli zasebno razumemo, ne. Tako da tukaj imamo zaradi tega po moje tudi veliko sporov med delavci in delodajalci, ki je ob bolj aktivni vlogi države ne bi bili potrebni. Tako da hvala, jaz se zahvaljujem vsem za vaše res izvrstne prispevke. Bi pa zdaj, imamo še par minut, povabila mogoče publiko, če ima kakšen komentar mogoče ali pa kar vprašanje, pa lahko ga tudi zastavite katerikoli od sogovornic. Izvolite. Ja, izvoli, Jelena, pa tebi se je kamera vedno prižgala, ko je bil omenjen zagovornik, tako da izvoli. Ne vem, a se je avtomatsko ali... Ne, namenoma. Pozdravljene in pozdravljeni. Hvala za besedo, Barbara. Hvala vsem za to zelo, zelo zanimivo razpravo in koristno. Kamera se je prižgala tudi zato, ker pač delam pri zagovorniku načela enakosti, sem vodja tako imenovanega sistemskega oddelka, tako da ne bi si upala zdaj komentirati teh vaših pravnih debat, ampak sem zelo vesela, da ste opazili to zagovornikovo odločitev kot prvo. Bi pa nekaj malo povedala, kako je pa v našem sistemskem oddelku in se navezala seveda na to temo, ki je predmet razprave. Mi imamo prav tako, kot je že Teja v uvodu povedala, ključne težave z dostopom do podatkov.
Ta država ima pravzaprav zelo slab sistem ali pa ga tako rekoč nima, mi temu rečemo sistem zbiranja razčlenjenih podatkov, temu se reče quality data v angleščini. Tako da to je en tak velik strukturni izziv za zagovornika, ki bi sicer seveda lahko se večkrat poglobil v kakšno posamezno temo, tudi take, ki ste jih danes naslovili, pa vendar vedno naletimo predvsem na to, da preprosto podatkov recimo po spolu ni, kaj šele še po čem drugem, naprimer. Naš zakon o varstvu pred diskriminacijo je zelo širok, kar zadeva osebne okoliščine, ki so seveda temeljni pogoj za ugotavljanje diskriminacije, in med temi osebnimi okoliščinami je vse mogoče, od starosti, spola, narodnosti, rase, invalidnosti, zdravstvenega stanja in tako naprej. Tako da, samo to sem hotela pridodati, da delim z vami, ki ste to opazili pač tudi eno tako manjšo frustracijo. To nas kar zelo ovira in moram samo reči, da se trudimo po svojih močeh predvsem odločevalce opozarjati na to, kadarkoli imamo priložnost, da je to pravzaprav nekaj, kar je kar ena taka strukturna ovira na tem področju, se pravi varstvo pred diskriminacijo. Tako da hvala, samo to sem hotela pridodati. Hvala. Gospa Jogan, vi ste dvignili roko, izvolite. Ja, torej najlepša hvala vsem, vključno z moderatorko. Torej, rada bi samo na kratko se navezala na to, kar je Aleksandra omenila, ker se mi zdi zelo pomembno, da smo ekonomsko racionalna bitja pravzaprav vsi in da se tukaj pravzaprav bi morala reševati vprašanja in enakosti in dostojanstva človekovega in tako naprej. No in zakaj gre? Ni samo ta pot, ki je pogosto problematična, ali naj recimo na primeru medicinskih sester, ali naj se njihov položaj izboljša, če bo zaposlenih tam več moških. In je potem pravzaprav govor ali pa pričakovanje, to se lahko zgodi denimo v teku enega stoletja ali kaj takega. Torej, problem pravzaprav po eni strani je treba upoštevati težnjo po čim bolj asimetričnem zaposlovanju obeh spolov na vseh področjih. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je povezana direktno s vprašanjem neenakosti po spolu, pa je ta, ki zadeva globalno in dobesedno globalno mislim, vrednotenje različnih del v družbeni delitvi dela. Ne samo delodajalec. To je bilo danes zelo lepo opozorjeno, da delodajalci so ravno tako v tem primežu, zaradi tega, ker je v bistvu svetovni sistem prisil tak, da jih umešča v to, da morajo tudi sami delovati v skladu z ustaljenimi, pa v glavnem, zdaj, če gremo na spolno dimenzijo, ženskam neprijaznimi ukrepi. Torej, problem je v tem, da ni nobenih razlogov, ki bi pravzaprav racionalnih razlogov, ki bi dajali nižjo vrednost tako imenovani produkciji ljudi v primerjavi s produkcijo stvari. Ta vrednost se je zgodovinsko pravzaprav neenako vzpostavila prav zaradi tega, ker je bilo produciranje ljudi, zdaj govorim grdo z ekonomskim jezikom, ker je bilo produciranje ljudi pravzaprav tako imenovana naravna dolžnost žensk. In to stoletja z vsemi sredstvi prisile, duhovne in fizične prisile, varovano prepričanje, je tisto, ki pravzaprav se je zelo veliko muko začelo, zelo počasi, malo rahljati, se strani socialnih demokratov in komunistov, če gledamo tako v zgodovini, ki pa je zdaj v oživljenem, zlasti v teh postsocialističnih državah, v oživljenem kapitalizmu, pravzaprav zelo priročno, zaradi tega, ker je podcenjenost
vsega dela, ki je povezano z rojevanjem, z nego, z vzgojo otrok, z nego starostnikov in tako naprej, skratka, in vmes bolnih. Vse to se razume, kakor da je še vedno naravna ženska stvar. In današnje podatke, ko ste omenjali, kolikšni je delež recimo žensk med tistimi, ki jemljajo bolniško. To so v glavnem zelo znane in stare stvari. Problem je v tem, da je potrebna tudi neka, lahko bi rekla, kar aktivistična akcija. Morda ne zveni lepo, ampak danes je, mislim, da Aleksandra omenila boj. Bo potreben boj, čeprav je tudi ta pojem v bistvu od vsega začetka, torej boj, ki temelji na razredni in tudi spolni dimenziji, ta pojem, sam boj, je zasramovan, zaničevan, ampak producenti zaničevanja so ravno tisti, ki jim je ta totalna in večstranska neenakost conditio sine qua non privilegijev in udobnega življenja. Brez tega, da je boj zaničevan, da se ljudje, kako reka, da se naj dostojno vedejo in naj nikar ne kažejo jeze recimo tem nujnim oblastnikom, brez tega, da je boj zasramovan, ne bi imeli zdaj privatnih poletov v vesolje in tako naprej. Od nekje se mora nabirati denar, od nekje se mora črpati tisto, kar bi pravzaprav ustvarjajo milijoni in milijoni, zato da lahko eden pol potem to posrka. Skratka, vrednotenje del je po moje neenako vrednotenje del, ki so nujna za obstoj kakršnekoli družbe. Neenako vrednotenje del je tisto, v katerega bi bilo treba nujno usmeriti zelo veliko pozornosti. In ob tem, ker je to povezano s spolno delitvijo in pogosto, ne samo s spolno, tudi z mednarodnimi migracijami in tako naprej, z različnimi etničnimi pripadnostmi in tako naprej. Torej, zato je treba potem povezovati z vsemi temi, lahko bi rekla, z posameznih vidikov z posameznih parcialnih vidikov. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pa naravnost grozljiva, zato ker je vsaj v evropskem prostoru že od začetka tega tisočletja zelo jasna zahteva, do katere je prišlo ravno pri zelo po svoje površnem in nepopolnem zbiranju statističnih podatkov glede na znake, ki zadevajo ravno v srž družbene neenakosti, torej je prišla že zahteva za konc 20. stoletja in potem zelo jasno izražena v začetku 21. stoletja, da je treba vse statistične podatke pravzaprav ustvarjati glede na celotno vključenih ljudi. Kaj pomeni konkretno to? Da brez tega celoto po vseh dimenzijah, po spolu in če je še kakšna druga dimenzija relevantna za ustvarjanje neenakosti, tudi po tistem. Samo konkretno izkušnjo leta 2001, ko je bila ustanovljena komisija za položaj žensk v znanosti, takrat sem potem bila 2,5 leti predsednica te komisije, no in je ravno tam prišlo do spoznanja, da če nimamo statističnih podatkov zbiranih ločeno po spolu, potem nobenega problema pravzaprav ni. Imamo splošno stanje in na tem deficitu spolno diferenciranega zajemanja statističnih podatkov krasno uspevajo čudovite oznake, kako smo po kakršnikoli, ali smo že skoraj čisto enakopravni, ali celo smo preveč enakopravni, kar zelo pogosto slišimo, zlasti po družbenih omrežjih in tako naprej. Skratka, mislim, da bi bilo potrebno zdaj na vsa telesa, ki so kakorkoli dejavna na različnih področjih, zahtevati, da se zbirajo spolno diferencirani podatki. Pa še nekaj, strahotno me čudi, da ob vseh digitalnih pripomočkih, ki jih imamo,
pridejo na televizijo, ljudje pa ne vejo osnovnih stvari, ki bi jih moral človek, kako bi rekla, vsak dan spremljati, koliko je tega, koliko je onega, kakšno je stanje tam, kakšno tam, ker zdaj je to tako enostavno, samo da se usmeri pozornost sploh na to. Tako da jaz sem zelo hvaležna, da so danes, da je bilo toliko, lahko bi rekla, stališč, ki se lahko uporabijo kot argumenti tudi za nujnost vzpostavljanja celovitega statističnega zajemanja realnega življenja. Tako da jaz upam, no, da od te vaše okrogle mize ali pa naše, ne, čutim se jasno, del sociološke skupnosti, ampak tudi kot aktivna državljanka mislim, da boste morali storiti korak naprej v kolektivnem povezovanju. Brez tega tudi ni nič in mislim, da je ravno Inštitut 8. marec, ki smo lahko pred kratkim poslušali, to poudarjal, nujno sodelovanje več tisoč oseb, poudarjam oseb, ne glede na spol, ki pa imajo isti cilj. Torej, hvala spoštovane kolegice, da vas nekatere tudi osebno spoznam, čeprav v manjši obliki, ampak si vas predstavljam kot odrasle, normalne, celovite, pa ne boga boječe ženske. Hvala. Hvala. Mislim, da ste s tem nekako v bistvu utrdili to, kar smo do zdaj tudi o pomenu podatkov govorili in tako da res hvala za to. Mislim, da se bo to kar zabeležili, da delamo na tem. Kolega Tone Kramberger, mogoče imate vi oziroma imaš ti še kakšen dodatek? Torej, malo sem zamudil, ker sem imel zagovor, ampak kljub temu sem ponosen, da tako mlada ekipa, kot je tukaj predstavlja tako živo in realno probleme, s katerimi se soočamo. Jaz kot sociolog z nekaj kilometrine moram reči, da objekt opazovanja, ki ga proučujemo sociologi, se kar naprej kotali. Enkrat gor, enkrat dol in vedno so zraven problemi. In nikoli jih ne moramo rešiti. Je pa fajn, da kot sociologija jih zaznamo, jih ubesedimo, mogoče z manj floskulami kot javne politike, ki skušajo prikriti, da ne rešujejo čisto vsega ali pa da parcialno rešujejo. In zato bi sugeriral mogoče tej ekipi raziskovalcev, ki je danes nabrana iz raznih vetrov, da v resnici ta tema, če za hip pozabimo na dimenzijo epidemičnosti, ne moramo čisto pozabiti na razsežnost spola. Spol je pomembna komponenta, ampak epidemija je nekaj prehodnega in je v bistvu katastrofična dimenzija in v resnici je zelo težko z njo ravnati samo po pameti. Velikrat vihrajo tukaj noter tudi čustva, ki so strah in groza in izničenje in ekstinkcija. Tako da tukaj ne bomo zelo veliko novega odkrili, ker imamo te grozeče zgodbe z epidemijami, ki jih nismo ukrotili že iz preteklosti. Cele epohe so se na novo začele zaradi tega, ker je zmanjkalo četrtina ali pa polovica populacije in tako naprej. Tako da bomo videli, kaj bomo z te epidemije se sploh lahko kaj novega naučili. Ampak dodal bi nekaj v zvezi z to staro zgodbo o liberalnem ali pa neoliberalnem pritisku na delo. Se mi zdi, da ta zgodba se še vedno dogaja in to vedno na novih tehnoloških osnovah. Ta pritisk se je mogoče začel z 70. letom v prejšnjem stoletju. Ta neoliberalni pritisk je v bistvu spremenil razmerje med delom in kapitalom ob tihi opombi, ki jo vedno pozabimo, asistenci države. Delo, kapital sta trg, država je pa, kako bi rekel, razsojevalec v ozadju, ki podleže ali pa ne podleže pritisku. In tisto, kar je bilo spočetka dosti razumljivo, recimo Thatcherca je zlomila angleške sindikate tako, da je pripeljala stavkokaze. Odpustila je v železničarski industriji oziroma v železnicah je odpustila strojevodje in delavce in je potem privatizirala. Potem isto se je zgodilo z rudarji, ko so bili močno sindikalno organizirani, pa je stavkokaze pripeljala. Isto se je zgodilo v Ameriki v času Reagana. Znamenit je spor recimo med
kontrolorji letenja in kaj je naredil, odpustil je vse kontrolorje letenja, ki so hoteli imeti stare sindikalne pravice in je pripeljal iz vojske in iz nekih civilnih zadev rezerve in to so bili spet stavkokazi. V resnici je kapitalu je uspelo zmanjšati moč delavstva, tako da so organizirali stavkokaze. In bi rad, da ta ekipa, ki jo imam pred sabo, prav s to besedo krene v eno novo raziskovanje. Ne vem, če bom lahko sodeloval, ker sem že star, ampak v bistvu imamo v agencijah za zaposlovanje kot svetovnem gibanju organizirane stavkokaze, ki dobavljajo delodajalcem, ki organizirajo stroškovno nižje stroške dela, cele kopice delavcev začasno pod cenejšimi pogoji. To je v bistvu organiziranje stavkokazov. Včasih so to naredili neki zelo namerni mešetarji, ki so pripeljali migrante ali pa Kitajce in so pripeljali noter, ker drugi niso hoteli delati in so uničili sindikalno odpornost in so potem namesto njih delali. Zdaj pa imamo agencije, globalno organizirane, ki dobavljajo kopice stavkokazov, pripravljene delati pod cenejšimi pogoji kot vsi drugi. In tu noter mi zajemamo svoje odpuščene delavce, ki so bili prej kot prekerno ali ne kot odvečna delovna sila in potem vskočijo kot stavkokazi v agencije. Domači delavci, ne več migranti, skočijo kot stavkokazi, za 10 do 20% so pripravljeni cenejši delati, če jih dobavljajo agencije, ker si ne morejo drugače pomagati. Tako da, če bi napadli to staro obliko, ki je preoblečena v zaposlovanje, v te zaposlovalske agencije, bi besednjak ohranili ta prav. V bistvu imamo krhanje delavskih pravic in krhanje sindikatov s pomočjo globalnih organiziranih stavkokazov. In stavkokazi, te agencije, kot so Adecco in te druge, imajo veliko leporečja, tako kot vse druge novotarije. Ampak v resnici so ekskluziven klub. Če boste pogledali, kako se lahko članite v te mednarodne zadeve, oni zelo visoko najemnino dajo, pa diskrecijsko odločijo, ali boste pristopili lahko ali ne, da dobivate novice in informacije, kako so oni organizirani, koliko delavcev lahko zaposlujejo, na kakšnem nacionalnem trgu. Drugače do teh podatkov sploh ne pridete. Niti uradna statistika, niti države. To skrivajo. Se pravi, da bi raziskali, da bi se nekdo odčlanil na izvit način noter, da bi dobival te novice in bi razkrili. Zdaj pa ekonomija tega. Stroški dela se z agencijskimi deli za delodajalca pocenijo za 10 do 20%. Zakaj ni nadzora? Zato, ker so to multinacionalke, ki imajo sedeže drugje in ni nacionalna zakonodaja zadolžena za njih. Še hujše pa investicijska logika tistih, ki organizirajo stavkokaze. Njihovi dobički so nad 50%. To moraš malo pretuhtati, da doumeš. 20% prišpara delodajalec, donos na enoto vloženega kapitala agencij za delo je pa nad 50%. Ker imajo zelo malo stroškov dela, da obidejo vse zakone in potem s tistimi stroški, ki jih imajo, da izvajajo svojo dejavnost, dobijo ogromno provizijo. In tu se premalo angažiramo, ker nekatere države, recimo v ZDA, agencijsko delo že čez 50% zavzema. Organizirani stavkokazi zasedajo delovna mesta. Zelo prav jim pride tudi platformna ekonomija. Ključen izraz pri platformni ekonomiji je pa izraz monetizacija. Kako se realizira vrednost prodanega? Na začetku platform so bili tisti, ki so platformno prodajali, pošteni in so vsem ljudem, ki so sodelovali pri realizaciji, poplačali to. Pol so pa počasi izločili uporabnike in vse druge, ki dajajo podatke in iz teh marketinških raziskav zdaj nimajo nobenih stroškov, imajo samo podatke. Edine stroške imajo, da podatke koncentrirajo in delajo nadaljne marketinške raziskave in ponudbe. Skratka, platforme so z besedo monetizacija, ki so jo zožile so besedo monetizacija, naplačujejo samo lastnike, pa nosilce patentnih pa lastninskih pravic, ki delajo programe, da te platforme laufajo lepo. Tako da bi upozoril to ekipo, ki je zelo blizu temu, kot ene sorte moja dediščina, organizirane stavkokaze je treba proučiti globalno in pa na platformah
kako se je izraz monetizacija vloženega in povračilo stroškov skozi čas spreminjal. In potem boste videli, da se v bistvu vse premika v smeri nadomestil kapitalu in izločanja nadomestil za delavstvo in tiste, ki sodelujejo. In ta dva pritiska bosta dejansko grozno spremenila karakter delavskega razreda v celoti, ne samo v industriji, ampak tudi v storitvah posebej. Ne? V teh platformnih ekonomijah so same storitve, nič drugega ni, ne? In skladišča. Ne? Tako da dela bo še precej, kam se bo premaknilo, boste eni videli, eni mogoče ne bomo dočakali, ampak spet se vračam na skladišče. Ta svet se kar naprej kotali, pa vedno hitreje se vrti, pa vedno so pojavi, pa vedno so problemi, pa nikoli se nič dokončno ne reši. In je treba vztrajati. Ker naša naloga ni, da bomo zdaj namesto Kristusa svet reševali, ali pa rešili, no, dokončno odrešitev, ampak reševati se ga pa splača. Nič drugega ne morem reči. Ne. In zato, da ga lažje rešujemo, se mi zdi, da moramo besednjak približati realnemu življenju, pa praksam, ne teh floskul noter vleči, sustainable, pa competency, pa jaz ne kaj še vse, s katerimi samo zameglimo in vlogo akterjev in različne interese in tako naprej. Sociologija bi mogla zelo čisto govoriti, da bi lahko problem postavila v pravo luč. Evo, to sem mislil reči. Hvala. Hvala lepa, Tone. Mislim, da začel si s spolom, nadaljeval z ekonomijo in nam dal veliko dela za naprej. Tako da, glede na to, da smo že 15 minut prekoračili naš čas, bi se vam jaz vsem lepo zahvalila. Vem, da bi najbrž še kakšne refleksije želeli dati, ampak če bi bili v živo, bi lahko to naredili za ali pred vrati ali pri kavomatu, zdaj pa bomo morali najti druge načine. Tako da res vsem najlepša hvala za sodelovanje in se vidimo gotovo prej kot naslednje leto. Tako da hvala in nasvidenje. Adijo. Hvala, adijo. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje.